Sledi večnosti. Marijino vnebovzetje 15. avgusta je največji Marijin praznik v cerkvenem letu in pa praznik, ki je zasidran globoko v, lahko bi rekli, psiho ali pa v neko dojemanje, ljudsko tudi katoliške vere. Številni romarji in romarice takrat gredo v različne romarske cerkve po vsej Sloveniji, pa seveda tudi po vsem katoliškem svetu. Naše največje, najbolj znano Marijino svetišče, romarsko svetišče je bazilika Marija Pomagaj na Brezjah. Zato v studiu pozdravljam rektorja tega svetišča, frančiškana, doktorja Roberta Bahčiča. Lepo pozdravljeni. Dober dan želim. Morda najprej na začetku o tem velikem prazniku, kako bi ga na kratko opredelili tudi teološko. Kristjani so v samem začetku praznovali najprej Jezusovo vstajenje, potem njegov nebohod in se zbirali k Evharistiji, k lomljenju kruha. To je bilo nekako na začetku, potem pa pridejo počasi na vrsto tudi drugi prazniki, in še posebej prazniki, ki so povezani z Devico Marijo. In ko danes govorimo o Marijinem vnebovzetju, njenem prazniku, je težko povedati in tudi strokovnjaki ne morejo določiti, kdaj je Marija umrla, ne leto njene smrti, tudi ne kdaj in od kje je odšla v nebesa, kje je bila vzeta. Gotovo pa je, da je vse to, kar danes praznujemo, povezano z dolgoletno tradicijo. Že od samega začetka so vedeli, da so Marijo pokopali blizu Gecemanija, tam, kjer je Jezus najbolj trpel, pa potem na križu, ker so tudi izkopavanja leta 1972 potrdila, da se je nahajal njen grob tam, kjer naj bi položili njeno mrtvo telo. In to je pa gre za hvalo, ki je bila takrat velika povodenj, Gecemani je poplavil in ko je voda odšla, se je marsikaj odkrilo in tako so naši strokovnjaki, ki so in še delujejo v Jeruzalemu, začeli z izkopavanji in o tem je veliko pisal velik strokovnjak Friderik Mann, ki je tudi opisal, ker se je nanašal na apokrife, to pomeni na tista besedila, ki niso kanonična, oziroma niso priznana in niso vključena v svetopismo, da je bilo vse tako, kot je bilo zapisano, ko so po teh izkopavanjih našli, dejansko res. In tako pravi sam, da je potrebno brati tudi te stvari, ker lepo piše, kako se je Marija zaželela, da bi umrla, kako so angeli prišli k njej, kako so jo to oznanili, tudi apostoli, tako da tudi te zgodbe so zelo poučljive in se človek marsikaj nauči. Poudarjeno pa je, da bistvo tega praznika ni samo to, da je Marija bila vzeta z dušo in telesom v nebesa, ampak tudi poveličevanje Svete Trojice, kajti to gre za življenje v slavi. In pravi Friderik Mann, da mi smo povabljeni, ko smo na zemlji, da moramo živeti to, kar je Devica Marija živela, to, kar pa sedaj ona živi v nebesih, v Božji slavi, pa je tisto, kar vse čaka nas, to je pa tisto, kar bo. In k temu smo povabljeni, da se trudimo tukaj na zemlji, da bomo lahko potem tudi mi z našim telesom, ki bo poveličano, drugačno, vzeti v nebesa, ampak to bo šele na koncu vseh časov. Dejal sem, da je praznik Marijinega vnebovzetja zelo priljubljen med ljudmi. Več imen ima ljudskih, najbolj razširjeno v Sloveniji je Veliki Šmaren. In ljudje romajo tudi zato, ker Marijo imajo, lahko bi rekli, za svojo mater, za svojo zaščitnico. Na Brezjah se zbirajo množice vse leto. Kako pa je to prav na praznik Marijinega vnebovzetja? Lahko mirno rečem, da na Veliki Šmaren 15. avgusta je celotna Slovenija ena velika katedrala,
ker se zbere največ ljudi k svetim mašam, ki so povsod. Tudi če bi dali skupaj vse obiske za Veliko noč in Božič, ne bi presegli tega števila obiska svete maše, kot je na ta Marijin praznik. In to pomeni, da slovenski človek še vedno zelo časti Devico Marijo, se ji priporoča in izroča. In tako je tudi pri nas na Brezjah, ko začnemo slovesnim praznovanjem že 13. avgusta. To pomeni, takrat imajo procesijo Romi, ki tudi zelo častijo Marijico, kot ji rečejo, se zberejo ne samo pri nas na Brezjah, ampak tudi drugod. In takrat imajo oni že svojo procesijo, svoje molitve in na koncu kateheze, ki je kratka, je zelo pomemben za njih tudi blagoslov. In vsakega od njih, od otrok do najstarejših, se je potrebno res dotakniti, dati roke na glavo, zmoliti molitev in jih prekrižati. To jim zelo veliko pomeni. Tako, če se jih ne dotakneš, kot da ni tega blagoslova, ampak to moraš začutiti in doživeti. Potem 14. zvečer imamo mi potem slovesno sveto mašo, ki jo vsako leto vodi eden izmed slovenskih novomašnikov. Tako bo tudi letos imel to slovesno sveto mašo jezuitski novomašnik Janez Gorenc. Po tej sveti maši je pa vedno procesija z lučkami po vasi, z Marijino podobo. Vmes pojemo litanije Matere Božje. In potem, ko je to končano, je pa celonočna molitev, bdenje pred milostno podobo Marije Pomagaj. In vsako uro se različne skupine ljudi zamenjajo in pridejo iz Gorenjske, tako da hvala vsem res, ki prihajajo moliti, ki čutijo, da je potrebna ta molitev pred vsemi prazniki. In to je tudi prihaja iz starodavne tradicije, ko so v Rimu začeli romati svečami od različnih cerkva. Recimo zbrali so se v cerkev svetega Hadrijana in potem so romali k Mariji Veliki, ker je bil zaključek s papežem, z molitvijo, z blagoslovom. In pa tudi s postom so se pripravljali. Še sam se spomnim, da je bil poudarek na postu. Danes se je to malo izgubilo, mogoče je bilo dobro, da se tudi ta post povrne nazaj pred velikimi prazniki. Torej gre za to, da se ljudje pripravijo tudi duhovno, s takim postom, z odrekanjem in potem drugače podoživijo ta veliki praznik, ki je predvsem katoliški, seveda tudi pravoslavni častijo Marijo, ampak na drugačen način. Brezje je veliko romarsko središče že več kot 200 let. So pa seveda v Sloveniji tudi druga, dobro poznana, ampak nekako Brezje se uveljavlja kot največje tako svetišče z največjim obiskom. Koliko ljudi pa približno pride ob takih praznikih, pa morda čez vse leto? Saj vem, težko je pač natančno številko povedati, ampak verjetno štejete avtobuse pa osebna vozila. Ja, Brezje je bilo leta 2000, 1. januarja, res razglašeno za slovensko Marijino narodno svetišče, prav po zgledu drugih evropskih držav, ki imajo vedno eno svetišče, ki je nekako najpomembnejše v državi, in vsa ta svetišča so tudi povezana v marijansko mrežo evropskih svetišč. In če gledamo mi številke skozi vso zgodovino, nekako se gibljajo okrog 350 tisoč do 400 tisoč, včasih več, včasih manj na leto. Največ, kar lahko preštejemo, je preko obhajil, koliko se jih razdeli, in potem je potrebno to pomnožiti še mogoče krat 2, da bi približno številko dobili. Je pa opaziti v zadnjem času, da je manj avtobusov, da je veliko več osebnih avtomobilov in da se vsako leto povečuje število romarjev, ki prihajajo peš in pa tudi s kolesi. Tako da je teh kar precej in skozi cel dan ljudje prihajajo, saj zdaj v tem poletnem času je največ družin slovenskih,
tudi iz drugih krajev. Imamo precej obiskov v zadnjem času iz Poljske, potem iz Koreje, Južna Koreja, potem Belgija, Francija, Italija, Nizozemska, Malta, tako da z vseh koncev se nabere kar nekaj ljudi. No, pomembno na Brezah je tudi, da skrbite za tako imenovane bolj ranljive skupine ljudi. Junija imate veliko romanje invalidov, zdajle mislim konec avgusta ljudi z rakavimi obolenji. To je verjetno še poseben izziv sprejeti take ljudi. Ko 3. soboto v juniju sprejmemo bolne, invalidne in starejše, je v organizaciji tiskovnega društva Ognjišče, tako da oni po svoji poti veliko pripomorejo k temu. In tisto število ljudi, ki pride, včasih je več, včasih manj, ampak ljudem je potrebno pogledati v oči in ko vidiš, kako sijejo, da lahko pridejo še enkrat lahko k Mariji, da jim to ljudje omogočijo. In letos, ko je bila procesija z Najsvetejšim tudi v parku, mislim, da prvič, da je šel škof, ker je pač mlajši, je lahko hodil med ljudi, je bilo videti, kako so ljudje bili zelo hvaležni za ta blagoslov z Najsvetejšim. In potem tudi, ko je mimohod z vozički in ostalimi mimo milostne podobe Marije Pomage, to ljudem veliko pomeni. In tudi vsak drugi petek v mesecu imamo zdaj že 3 leta te svete maše in molitve za rakave bolnike, za njihove družine, za zdravstveno osebje. In moram reči, da je to pa res takšna moč, ko vidiš, kaj je polna cerkev ljudi in da ljudje se res izročajo, zatekajo v Božje Marijino varstvo, da je to res blagoslov, ki je prišel tudi k nam v Slovenijo in da res s tem nadaljujemo tudi po vseh škofijah, ker le vidimo, da ljudje potrebujejo to Božjo bližino v teh težkih trenutkih. No, se verjetno za vas, pravzaprav ne samo verjetno, prav gotovo je, da ste veseli velikega obiska ljudi, ki so seveda prišli tja z nekim namenom, se pravi moliti k znameniti podobi Marije in seveda se udeleževati svete maše. So pa tudi seveda druga romanja, različna verjetno, ali župnijska, veliko je pa romanj tudi mladih, ne? Od veroučnih skupin do skavtov in drugih. Se pravi, nekako veliko je tudi teh tematskih romanj, če lahko tako rečem. Različna so romanja, ki so razdeljena skozi vse leto, nekako je že ustaljeno tudi po datumih, kdaj kdo pride. In recimo mladi bermanci imajo recimo največ v maju ali pa pred bermo, po bermi, ko pridejo s svojimi animatorji. Potem mladi, ko peš priromajo iz Ljubljane, ko pripravijo tudi svojo sveto mašo in vse druge skupine. Tako da je potrebno biti tam, jih sprejeti. Za nas je pomembno, da ohranjamo dežurstvo v spovednicah, ker le vidimo in ljudje čutijo, ko pridejo daleč, da se je potrebno tudi spovedati, odložiti breme, ki ga nosijo pred milostno podobo, pred Bogom in da odidejo nazaj z enim notranjim mirom. In posebej vidimo tudi v romarskih knjigah, kaj vse ljudje zapišejo, prošnje, zahvale, molitve, tako da ob koncu dneva tudi vse to, kar ljudje so zapisali, prinesli, tudi mi vključimo v naše molitve in to izročamo v naših molitvah v Marijine roke, tudi naša skupnost frančiškanov, tako da res vse to vključujemo, kar ljudje pustijo, prinesejo tudi tisto, kar je neizrečeno, da bi le to doseglo Jezusovo srce. Poleg samih svetih maš in molitev pa imate tudi poseben muzej, ki spominja na različne romanja, na darove ljudi, prošnje in pa seveda tudi na obisk papeža Janeza Pavla II., ki je bil verjetno eden najpomembnejših ljudi, ki so obiskali Brezje.
Ja, letos smo res obhajali 17. maja 30. obletnico njegovega obiska na Brezjah in v Sloveniji. To je bilo posebej slovesno pripravljeno in imamo tudi njegove relikvije, delček tistega njegovega belega talarja, ki ga je oblila kri ob atentatu leta 1981. Potem imamo njegov rožni venec, ki ga je izročil takrat ob obisku Marije v zahvalo in priprošnjo. Potem imamo tudi relikvije svetega Frančiška Asiškega, saj letos obhajamo 800-letnico njegove smrti in sveti Frančišek je res izredno imel rad Devico Marijo, zato je tudi sam se postil od praznika svetega Petra in Pavla do večera Marijinega vnebovzetja do 15. avgusta. To je jasno zapisano, zato ker je spoštoval Devico Marijo in tudi manjši bratje so s svojimi deli, spisi, pridigami veliko prispevali, da je bila razglašena dogma o Marijinem vnebovzetju leta 1950, tako da smo manjši bratje res vključeni v praznovanje tega velikega praznika. No, to ravno ste mi nekako vzeli besede iz ust. Seveda sveti Frančišek, ki smo rekli 800-letnica, zdaj bo v začetku oktobra, seveda njegove smrti, je bil velik častilec Marije in je tudi spodbujal Marijino čaščenje že takrat, ko je živel. To pa počnete tudi njegovi nasledniki, torej redovi, ki izhajajo iz njegovega, lahko bi rekli, prvotne te skupnosti njegovih sobratov. Ja, manjši bratje, kot se vsi skupaj imenujemo, minoriti, frančiškani, kapucini in tudi sestre redovnice in Frančiškov svetni red. In rad bi še poudaril, da obstaja tudi posebna Mariološka akademija v Rimu, ki jo vodijo naši bratje. Tudi sam sem tam nekaj časa deloval, da je bil tudi poseben kapitelj, ki je naročil manjšim bratom, da morajo vse zbrati, kar po svetu delajo za češčenje Device Marije. In vse to so zbirali in še danes zbirajo, da je bil to en velik pripomoček praznovanju Marijinega vnebovzetja in tudi drugih Marijinih praznikov. In tudi sveta Klara, ki je na koncu bila deležna Marijinega obiska pred njeno smrtjo. In kakor molimo pri Zdravi Mariji ob naši smrtni uri, bodi Devica Marija z nami, je potreba povedati, da je tudi molitev sveta Marija nastala v redu manjših bratov. Tisti najstarejši kodeks, ki ga imamo, je zapisal brat Laik in točno, kar je on zapisal, danes molimo. In če štejemo recimo samo tiste besede, ki jih molimo, na sredini je Jezus, spredaj je 8 besed in zadaj 8 besed, na sredini je pa Jezus. Tako da smo res povezani preko svetega Frančiška z Devico Marijo. In to mislim, da boste seveda tako na Brezjah, kot tudi v drugih Marijinih svetiščih še dolgo. Gotovo se bodo tudi letos zbrale velike množice ob prazniku Marijinega vnebovzetja, tako na Brezjah, kot tudi v drugih Marijinih svetiščih, po Sloveniji pa po vsem katoliškem svetu, seveda. Tako da, gospod doktor Robert Bakšič, rektor Marijinega svetišča na Brezjah, najlepša hvala za ta obisk. Hvala za povabilo in lep Marijin praznik želim prav vsem. Sledi večnosti.